Dober dan, moje ime je Dušan Rutar. Tokrat je na vrsti 14. pripoved iz serije Nevidnost hendikepa. Tokrat je namenjena razmišljanju o človekovi želji. Pogovarjam se z dijakinjo, ki mi v nekem trenutku reče: v mojem življenju je vse urejeno, imam dobro družino. Zdi se, kot da stojim na nekakšnem križišču in se nikamor ne premaknem. Sprašujem se, kaj se dogaja v mojem življenju, kaj hočem, kaj zares želim. Kako bi lahko odgovorili na to vprašanje? Resnično, sprehodiva se najprej skozi dobro knjigo, tako kot je že v navadi. Predlagam tole. To je knjiga, ki prinaša sodobna spoznanja o razvoju človeškega bitja, o otrokovem razvoju, spoznanja, kako razvijati to, kar človek lahko razvije. Kakšni so otrokovi potenciali, kako jih razumeti, kako jih prepoznati, kako jih spodbujati. Naj poudarim dve temeljni motivaciji, ki naj bi ju starši, vzgojitelji, učitelji spodbujali in razvijali. Eno je motivacija za sodelovanje z drugimi, drugo je motivacija za učenje. Ko imava v rokah obe konceptualni orodji, lahko razmišljava, kaj je v naravi človekove želje. Da bi se otrok razvil, da bi se razvijal za to, o čemer spregovorim v nadaljevanju, mora imeti občutke, da ga odrasli, starši in drugi ljudje spoštujejo, mora imeti dovolj priložnosti za igro in ustvarjalno delo, mora čutiti, da ga odrasli spodbujajo in podpirajo. Zlasti pa je dobro, če ima izkušnjo, da je v življenju dobro segati visoko, dlje, zlasti, ko govorimo o etičnih in spoznavnih ciljih. Vzgoja in izobraževanje pa sta pogosto še vedno, predvsem vzgoja in izobraževanje za ubogljivost in pridnost, za čim boljše ocene v šoli in za konformizem oziroma sledenje družbenim normam. Ključno vprašanje, če hoče mladi človek zares napredovati, pa je, kdo sem jaz v odnosu do vsega tega? Kakšna je moja resnična želja? Sprehodiva se sedaj še skozi nekaj slik, ki jih je naslikal izjemni nizozemski renesančni slikar Pieter Bruegel. Naj poudarim zlasti to, kar vidimo na tej izvrstni sliki. Vidimo tri elemente oziroma vsaj tri, ki so za naju izjemno pomembni. V ospredju vidimo cigana, ki napoveduje usodo, ki bere iz roke verjetno premožnega
malomeščana. Seveda je vprašanje, ali mu gre verjeti ali ne. In to naju pripelje do drugega dogodka na tej sliki. V ozadju vidimo pridigarja svetega Janeza. Seveda se tudi ob tem lahko vprašamo na enak način, ali mu gre verjeti ali ne. In tretji element, ki ga želim izpostaviti, je desno zgoraj reka, ki se vije v daljavo in sega nekam k obzorju. To je posebna značilnost slik Petra Bruegla. Kar privede do nove ideje, in sicer, da je ključna koordinata vzgoje in izobraževanje vzgoja za duhovnost. Bruegel upodablja ljudi pri tem, kar počnejo vsak dan, pri tem, kar imajo med seboj, toda pogosto je tam reka, ki se vije v daljavo. In pogosto naletimo na drobno gesto, ki se mi zdi, da je ključ vzgoje za duhovnost in razumevanje človekove želje. To je gesta, kot na tej risbi, s katero človek kaže z roko, kaže nekam naprej, nekam v daljavo. Na tej sliki zopet vidimo ljudi pri vsakdanjih opravilih in desno zgoraj je še enkrat reka, ki sega k obzorju. Podobno je na tej sliki. Torej lahko skleneva. Bistvo človekove narave je njegova želja. To ni želja, da bi bil ubogljiv, da bi bil priden, to ni želja po družbenem konformizmu. Ne, to je želja po odpiranju novih prostorov. To je želja, da bi bili prostori otroku prijazni, pa naj bo doma, v šoli, na igrišču, kjerkoli. Otroku prijazni prostori so novi prostori, ki jih pooseblja reka, ki se vije v daljavi in sega nekam k obzorju oziroma onkraj njega. Nadaljevanje prihodnjič.